Žal imam slabe novice. Tole je prišlo. Povišanje. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij, kjer vam Bija in Aleš servirava novičke iz laboratorija. Veliko govorijo o ščitencih, hormonih, alergijah, intolerancah in pa tudi vplivu hrane na laboratorijske izvide. In tudi današnji video je tako da če vas taka vsebina zanima, poiščite kanal na YouTubeu, tako da vtipkate noter Moj laboratorij, naročite se na kanal, stisnite nama like. V enem izmed prejšnjih videoposnetkov smo vam dala par nasvetov, kako si znižati holesterol. Torej, poleg telovadbe, sprostitvenih tehnik in pa manjših obrokov, sva povedala tudi, da se na holesterol da vplivati s prehrano. No zdaj naj vas sprašujete, s katero prehrano? Najprej sva raziskala, katera so tista živila, ki pozitivno vplivajo na zmanjševanje holesterola v krvi, potem pa sva jih tudi poskušala vpeljati v jedilnik enega izmed naših pacientov. In če bo priden in se bo držal priporočil, bi si mogel znižati holesterol, ampak bomo to pogledali pa na konc videoposnetka. Pa dajmo zdaj živila razdeliti tako, kot bi bilo pravilno, da so na našem krožniku. Najprej poglejmo, kateri so ogljikovi hidrati, beljakovine in pa katere so tiste maščobe, ki ugodno vplivajo na holesterol in ga znižujejo. Na zniževanje holesterola ugodno vplivajo polnozrnata živila, recimo kosmiči, polnozrnat kruh, polnovredne testenine, neoluščen riž in tako naprej. Tukaj pa morate vedeti, da polnozrnato ne pomeni samo, da je kruh posut semenčki ali pa pač majhen temnejše barve, ampak da je bila moka, ki se uporablja za pripravo kruha, mleta z luščino vred. Se pravi polno zrno z ovojnico. Dobre so torej vse vrste kruha z več vlakninami. Dobra je pa tudi ajdova kaša, pa prosena kaša in pa koruzna, primer polenta, pirina kaša in pa polnozrnat zdrob. No, najpomembnejše so torej vlaknine, ker dokazano znižujejo holesterol. Recimo oves, ovseni kosmiči, ovsena moka, potem pa tudi ješprenj, fižol, bob, leča, čičerika, soja. Pomembne pa so tudi vlaknine iz zelenjave, recimo brstični ohrovt, šparglji, pomaranče in tako naprej. Mogoče se sprašujete, kakšno vezo imajo vlaknine. Ampak vlaknine dejansko naših telo ne more prebaviti, pomagajo pa pri prebavi, zaradi tega, ker pospešujejo izločanje prebavljene kaše proti izhodu in pa predstavljajo hrano za nekatere bakterije v našem črevesju. Te bakterije se nato hranijo z vlakninami, zato njihova populacija potem naraste in zato prevlada nad nekimi slabimi bakterijami, naprimer nad tistimi, ki jejo sladkor. In tako tudi posredno vplivajo na znižanje holesterola. No, vlaknine pa v bistvu lahko holesterol znižajo še bolj, kot če bi se samo izogibali maščobnim kislinam. Poleg tega pa dajo še občutek sitosti. Ampak se pa morate na njih majčko navaditi, sploh če jih prej niste prav pogosto uživali. Tako da prva stvar, ki si zapomnite iz tega videa, je, da je treba povečati vnos vlaknin. Ker v beljakovine sodijo meso, ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki in ker ta živila lahko vrednosti holesterola še poslabšajo, je tukaj dobro biti previden oziroma zmeren. Pri mesu dajte izbirati puste vrste mesa, naprimer perutnina, pa puste goveje meso in pa pred pripravo mesa odstranite maščobna tkiva. Najbolje je, da mesne izdelke na začetku samo malo zmanjšamo, zaradi tega, ker vsi pojemo prevelike porcije mesa. Čist pa se dajte probati izogibati predelanim mesninam, se pravi raznim salamam, narezkam, hrenovkam in pa klobasam. No, s tem, ko se boste izogibali predelanim mesninam, boste pa tudi zmanjšali vnos soli, kar je v bistvu koristno za srce in pa visok pritisk, če imate mogoče težave s tem. Ribe so dobre, štejejo pa tudi konzervirane ribe v lastnem soku in pa jedi iz njih. Najboljše so tudi mastne ribe, kot so naprimer losos, tuna, skuše pa sardele, ki so bogat vir omega-3 maščobnih kislin. Mleko ni prav priporočljivo, ker vsebuje zelo veliko nasičenih maščob, ampak če res ne morete brez mleka, dajte mogoče posegati po posnetem mleku, ne vem, zberite kakšen jogurt z manj maščobami, manj masten kefir ali pa mogoče pinjenec. Uživanje jajc in pa predvsem rumenjaka pri povišanih trigliceridih in pa holesterolu ni prepovedan. Tako kot se naprimer misli v 80-ih, je pa dobro, da omejite vnos jajc. Najnovejša študija pa pravi, da eno jajce na dan ni škodljivo. Pri beljakovinah si torej zapomnite zmernost in pa mogoče poskusite za vir beljakovin izbrati tudi kaj drugega, ne samo meso, naprimer sojo, čičeriko ali pa ribe.
Maščobe niso prepovedane, ne sme vas jih biti strah, v bistvu so zdrave, ampak so zelo kalorične, zato je treba majčkeno popaziti, sploh če želite z dieto zmanjšati tudi telesno težo. Telo iz maščob namreč dobi energijo za delovanje, isto energijo pa v bistvu lahko dobi tudi iz ogljikovih hidratov. In večina diet, ki sva jih midva že probala, upošteva ravno to pravilo in menja ogljikove hidrate za maščobe. Oziroma manipulira med temi dvemi. Naprimer, namesto sendviča lahko pojeste avokado na solati. Nepravilna živila, s katerim si pa nimamo čist nič kaj pomagati, pa bi bil naprimer krof. Vsebuje zelo veliko maščob in pa tudi zelo veliko enostavnih sladkorjev in čist nič drugega. No, najboljše so v bistvu nenasičene maščobne kisline, ki jih najdemo največ v rastlinskih oljih in pa ribah. Pa na hitro še en plonk cegelc. Kako veste, a je maščoba nasičena ali nenasičena? Pogledate, v kakšnem stanju se nahaja na sobni temperaturi. Nenasičene maščobne kisline bodo namreč na sobni temperaturi v tekočem stanju, recimo olja, nasičene maščobe pa bodo na sobni temperaturi v trdnem stanju, to je maslo, zaseka, take stvari. In dobre so tudi nenasičene maščobe, med katerimi ločimo enkrat nenasičene maščobne kisline, ki jih najdemo naprimer v olivnem olju in pa avokadu. Midva uporabljamo avokadovo olje tudi zato, da si ga dava na solato. In pa večkrat nenasičene maščobne kisline, med katere štejemo omega-3 maščobne kisline in pa omega-6 maščobne kisline. Zdaj teh slednjih jih imamo običajno dovolj, zaradi tega, ker jih dovolj dobimo iz oreščkov in pa oljih. Pri maščobah si dajte zapomniti, da zmanjšate vnos živalskih maščob, pri rastlinskih maščobah pa v bistvu ne morete pretiravati, zaradi tega, ker so zdrave. Še posebej zaščitno nalogo ima sadje, ker vsebuje vitamine, minerale in vlaknine, pa tudi druge spojine, recimo kvercetin v jabolkah in čebuli, ki ima preventivni učinek na bolezni srca in ožilja. No, za zniževanje holesterola v krvi pa so priporočljive vse oblike svežega sadja ali pa tudi kuhano sadje brez dodanega sladkorja. Pri zmanjševanju vrednosti holesterola v krvi dobro učinkuje tudi granatno jabolko, zato ker vpliva na zniževanje sinteze holesterola v organizmu. To pomeni, da se pač holesterol manj tvori. Pomembno vlogo ima tudi vitamin C v sadju in zelenjavi, ki ugodno vpliva na presnovo holesterola in pa zmanjšuje vrednost slabega holesterola, se pravi LDL-a. No, sadje in zelenjavo lahko uživate sveže pripravljeno ali pa v obliki sokov, ki jih stisnete sami, kakšnih smutijev, napitkov in tako naprej. Smuti predvsem pride prav takrat, kadar recimo niste prav navdušeni nad eno vrsto zelenjave, ampak jo lahko prav fino zakamuflirate v en sadni smuti. No, prehrano pa dajte vključiti tudi čim več različnih solat, od različnih vrst zelene solate, naprimer indivije, mehke solate, ledenke in tako naprej, do zelja, rdeče pa kitajsko, potem pese, špinače, paradižnika. Pozitiven učinek na maščobe v krvi pa ima tudi česen. Pomagale bodo pa tudi brusnice, češnje, pistacije, banane in buče. Izogibajte pa se gratinirani in ocvrti zelenjavi, no, prav tako ocvrtemu sadju. Pazite pa tudi na sladkor, ki ga lahko vsebujejo kakšni že pripravljeni sadni ali pa zelenjavni izdelki. Zelo dobre pa so tudi vse vrste začimb, naprimer peteršilj, luštrek, majaron, timijan, origano, drobnjak, štraj, meta, rožmani, lovor, bazilika. Pazite je treba, da noter preveč solil in pa uporablja raznih koncentratorjev in uničevalcev okusa, kakor je naprimer vegeta. Zaradi tega, ker vsebuje natrijev glutaminat, kar v večjih količinah lahko škoduje telesu. Ti bi lahko večkrat kuhal, ko vidim, da poznaš kar nekaj zelišč. Ja, za zelenjavo se torej ne boste mogli predozirati, kakor ste videli, pa tudi tukaj nisva izpostavljala nobene zelenjave kot slabe, ker v resnici ni. Poiščite si torej zelenjavo in sadje, ki ga imate radi in jo uživajte redno. A ja, pa krompir ne šteje pod zelenjavo. Ja, Gregor. Dvakrat na mesec mogoče. V prvi vrsti se je treba izogibati nasičenim maščobnim kislinam, transmaščobnim kislinam in pa še dodatnemu holesterolu, ki ga vnašate s hrano. A kdo sploh ve, kaj to pomeni? Zmanjšajte ali pa čist prenehate jesti torej živila bogata z nasičeno maščobo, katera so, imate spodaj zapisan, pa tudi živila bogata s transmaščobnimi kislinami in pa nasploh ocvrto hrano. Živila, ki že sama po sebi vsebujejo veliko holesterola, predvsem je problematična drobovina. Izognite se tudi rafiniranim ogljikovim hidratom, se pravi bel kruh, bel sladkor, testenine, bela moka. Zmanjšajte pa tudi alkohol. In vsem tem prepovedanim živilom se boste najlažje izognili, če boste zmanjšali pakirano, vnaprej pripravljeno industrijsko hrano.
Če je hrana, razen kakšnega mastnega mesa in pa drobovine, obstajala tudi pred 100 leti, potem verjetno ni problematična. Evo, povedala sem vam, katera so živila, ki ugodno vplivajo na zmanjševanje holesterola v krvi in pa katera so tista, ki bi jih bilo bolje dati na stran. Ampak ni še konc. Mava še ene par trikov, ki jih boste pri svoji dieti lahko uporabili za zniževanje holesterola. Jaz bi mogel vsaj 4-krat na dan. Pravi, da je zajtrk najbolj pomemben, midva ga ne jeva, je pa res, da tudi midva nima zvišanih holesterolov. Pomaga proti holesterolu pa tudi to, da 2 ure pred spanjem ne jeste. Izognite se pripravi hrane, kjer zaužijete čisto preveč maščob, se pravi cvrtje, vse kar je z majonezo, jajci, razni namazi, maslo zaseka. Pijte tudi zeleni čaj, zvišuje dober holesterol, se pravi HDL, najbrž zaradi snovi katehin, ki zavira absorpcijo holesterola v črevesju in pospešuje njegovo izločanje proti izhodu. Živalske beljakovine lahko nadomestite s sojo, dovolj je že nekje 20 do 40 gramov dnevno, da si majhen znižate holesterol. Pomaga tudi to, da pojeste več česna. Ne pozabite piti dovolj vode, še posebej je to pomemben zaradi večjega števila vlaknin. Lahko tudi pogledate video, kako si znižati holesterol, pa vzdržujete normalno telesno težo. In pa te osnovni nasveti, se pravi, izogibajte se stresu, a nehajte kaditi, redno bodite telesno aktivni, manj uživajte soli in pa alkohola, pa imejte nadzor nad velikostjo porcij. No, dajte pa tudi izločiti prepovedane živila iz nakupovalnega seznama ali pa čist ven jih vršite iz kuhinje. In naš skrivni pacient, njegovi izvidi pred dieto in po 10 dneh diete, imate jih na zaslonu. Kot vidite, se da z upoštevanjem par teh nasvetov vplivati tudi na holesterol. Evo, da povzameva, da nova čist predolga. Več vlaknin, manj belih snovi, več rastlinskih maščob, manj živalskih maščob in pa uporabite teh nekaj trikov, kot sva jih zdajle vam povedala. Če ste prišli do konca in vam je bil video všeč, ga delite z nekom, ki si mora znižati holesterol. Naražite se tudi na kanal, če se še niste, pa stisnite nama like. Še ene par holesterolov imamo za pomeriti zadnji v laboratoriju, zato se zdaj vračava nazaj. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Povišanje. It's a boy.